glede na težavnostno stopnjo. Zato, da lahko razložim vrsto karme, ki je nekakšen karmični dolg mišljeno, v smislu, da smo vsi tle na zemlji, kar smo dolžni, v smislu dolžni recimo bolj se nečesa naučiti ali pa popraviti pretekle napake. Naša pretekla napaka je bila lahko ta, tudi da nečesa nekomu nismo nudili ljubezen, pozornost, varnost, ali pa da smo, kako bi rekli, lenarili, da smo pustili, da je šel čas mimo. Ta je značilna za vrsto karme zemlja. Se pravi, zemlja, ogenj, voda in zrak. Zato, da se lažje razumemo, da vam lažje opredelim te 4 vrste karme, sem si sposodila termine iz astrologije. Se pravi, zemeljska vrsta karme, pomisliš, kaj tle predstavljajo zemeljski planeti. Vodna, vodni, ognjena, ognjeni in tako naprej. Ena stvar je, da ko se rodimo v neki državi, ima država kot entiteta tudi neko vrsto karme, ker je pač organizem, bi se reklo, entiteta. In Slovenija ima, se pravi, z datumom rojstva, govorim o datumu osamosvojitve Slovenije, in za osebe rojene na zrak. Elementi zrak predstavljajo to, kar predstavljajo v astrologiji planeti, ki vladajo zračnim znamenjem. Tukaj je najpreprostejše tehtnica, ampak tehtnica takrat, ko je Venera v smislu tehtnici, tehtnica, se pravi sodišča, pravičnost. Uran, ki vlada samo vodnarjem, recimo, predstavlja nenadne reakcije, hitre spremembe, neka celo inovacije, se pravi, vodnarjeva doba je zdajle tehnologija, napredek. In Merkur, kot takrat, ko je v dvojčkih, kot trgovina, se pravi komunikacija, logistika. In poglejte, se pravi, tukaj ne morem reči, kaj je slabo, kaj je dobro. Kako naša država to obvladuje. Gremo na tehtanje pravic, pravičnost, sodišče, uradni postopki, uniformirani poklici, logistike, poti, kakšne zastoje imamo tle, kako se to financira, od kje, koliko, za koga, kam gre. Logistika, se pravi, Merkur tudi trgovina, inovacije. No, tle moram reči, da brez dvoma smo genialni. In Uran, Merkur, recimo, vladata tudi našim športnikom, tudi, se pravi, takrat, ko se gre za naše smučarske, predvsem polete, ker je zrak, polete in kolesarje. Samo poglejte, res bi lahko na dolgo o tem govorila, o 2 svetovnih kolesarjih, o mnogih svetovnih izumiteljih, celo na področju umetne inteligence. Se pravi, tukaj je res videti, kako to dobro gre v tej državi. Ker je karma zrak najtežja, jo zmore samo peščica ljudi. Tisti, ki jo zmorejo, so genialci. Zanimivo, da v tej državi, Sloveniji, kot s temi vsemi kvalitetami, ki jih ima, kot entiteta posamična, mimogrede, toliko za dodatek, samo povem, da lahko odčitam tudi za podjetje, za SP, ker ima to svoj datum rojstva, ima svoje ime, se pravi za človeka in tako naprej. Se pravi, mi smo znotraj tega kolektiva, ki ima
četrto od 4 najtežjih vrst karme. Z drugimi besedami povedano, v to državo se rodijo ljudje, ki se učijo, ali pa so se rodili, ker govorimo zdajle, ljudje, ki imajo ta izziv. Pač vsi imamo isto klimo, isto vreme, približno, niso pa, če za vse je dež, za vse je mraz, zima, vroče, ne pa vsi zmrzujejo, ki imajo klimo doma in tako naprej. Tako da to je glede Slovenije. Mimogrede, v knjigi Sporočilo Zorjana tudi Nizozemska ima enako vrsto karme kot Slovenija. Gor gre boljš trgovina, no, ampak tudi tlele smo vrhunski v spletni trgovini. Slovenija je na križišču zelo pomembnih poti, zdaj kako to izkoriščamo z vinjetami, z temi prehodi, da bi zadržali turiste, tujce, to je pač druga varianta, to se spremenja. Vrsta karme, ki jo odčitam za posameznika, državo, podjetje, je lahko rojstna ali pa letna. In če grem na letno karmo Slovenije, je v letu 2025 karma Slovenije, se pravi, ima vrsto karme voda. Voda predstavlja, se pravi, voda znotraj zrak. Voda predstavlja emocije, bi se reklo, to, kar predstavlja luna v raku, dom, domoljubni duh, če je ali ga ni. Tako da tle smo na testiranju, ali ga imaš ali ga nimaš. Domoljubni duh. Potem recimo Pluton, ki vlada Škorpijonu, predstavlja detektive, kriminaliste, uniformirane poklice, policijo, varnostnike, redarje, ali pa kriminalce. Se pravi, vsaka akcija ima lahko svoj pozitivni, konstruktivni ali negativni, destruktivni pol. Sama zase pa ni ne dobra, ne slaba. In se pravi, domoljubje, luna, ki vlada rakom, potem emocijam Pluton oziroma emocijam rak, Pluton, ki vlada Škorpijonom, kot nezavedno je lahko tudi zamirano, voščljivost, bi se reklo, nekaj podtalnega, skritega, tajne organizacije. In ne nazadnje ribi. Koliko duhovnih mojstrov je v Sloveniji. Sem se pogovarjala s prijateljem Sardinije in mi pravi, ja, poznam kar nekaj Slovenk, ampak koliko jih je pri vas teh mojster za to, mojster za drugo, tretje, teh duhovnih mojstrov. Sem rekla, ja, ampak vsi niso ta pravi. Pač tako bom rekla, ko govorim o ribi, je tlele dobesedno od modrosti do norosti. Ena riba plava s tokom, druga proti toku. Tako da, ko se govori o duhovnosti, je lahko tlele zelo tako pijano razmišljanje. Ribi naj bi bili najmodrejši znak, ampak ne govorim o soncu v ribah, ne govorim o astrologiji v tem kontekstu, da bi bila astrologinja, ampak si te termine izposojam, recimo Neptun, kot bog morja. Neptuna si je astrologija sposodila. In voda. Slovenija je zelo vodnata država, imamo terme, termalne vrelce, res kvalitetne terme na tako majhnem terenu, potoke, reke, dokaj čiste v primerjavi z drugimi
kraji, evropskimi kraji in državami. Zdaj, kako to mi izkoriščamo, a to znamo tržiti ali ne, to se spreminja. Karma ni nekaj zafiksirana. Enkrat je tako, enkrat je drugače. Se pravi, v letu 2025 je tukaj treba poudariti tole vodno karmo znotraj, predvsem emocije, to, kar predstavlja vodni planeti, znotraj karme zrak. In znotraj vsega tega, ti, ki me gledaš, ali pa vi, gospod, gospa, ki me gledate zdajle, pa še svojo osebno karmično nalogo znotraj vseh teh, znotraj tega leta, znotraj natala Slovenije, če delaš, služiš, imaš dom, družino v Sloveniji. Če pa delaš za, recimo, poznam kar nekaj ljudi, ki živijo v Sloveniji, delajo za Nemčijo, ali pa živijo nekje drugje in delajo, so Slovenci rojeni v Sloveniji, živijo nekje drugje in delajo spet za neko tretjo državo. V glavnem, tale miks bo vedno le večji. In ne vam zdajle predstavim mojo dnevno sobo. Ja, dobrodošli v moji dnevni sobi. Tukaj ste že ves čas z mano, upam, da se počutite domače, lahko si postrežete s čemerkoli. Se pravi, jaz sledim novi dobi in sem že od nekdaj oboževala to, da sledim modi, modnim muham in tako že uporabljam že dolgo umetno inteligenco. No, uporabljam tudi naravno inteligenco. Malo se moram hecati z vami. Zdajle vam bom pokazala nekaj, kar smo naredili s pomočjo umetne inteligence. Gre se za poglavje Naj ostanem ali grem, naj ostanem na fizičnem nivoju, mentalnem, emocionalnem in seveda spiritualno-duhovnem nivoju. Ni vseeno, ni mišljeno samo na fizično, naj ostanem ali grem, se pravi, gre se za dvom, govorim o dvomu, govorim o tem, da je to neko naše vprašanje, ki zahteva umirjenost, pogled vase, ki to vprašanje zahteva kontemplacijo, ni kar takole odgovoriti pa pisati v komentarje spodaj. In ko sem v viziji videla to, leto 2025 za Slovenijo, se je pojavil takole most. Seveda se mi tale most pojavlja kjerkoli, tudi v teh reklamnih brošurah za Slovenijo in Italijo ob temu kulturnemu prazniku, ker je pač prestolnica evropske kulture, povezava Gorica, dve mesti, obmejni mesti, Gorica, Slovenska Gorica in Italijanska Gorica. Tudi tam se je pojavil tak most in ne nazadnje. Imamo v Solkanu največji kamniti lok na svetu. No, imamo tudi v Kobaridu največji muzej prve svetovne vojne in še veliko stvari. Tako da, glejte, letos, za to leto, bom še enkrat povedala, je zate pomembno, da slediš temu, če si rojen v Sloveniji, če nisi rojen v Sloveniji, poišči v knjigi Sporočilo z Oriona svojo državo rojstva. Imam opisane vse evropske države, vključno s Hrvaško. Ko pa se gre za Bosno, Republiko Srpsko, Srbijo, Črnogoro, Makedonijo, pač nisem še, lahko pa individualno, ker tukaj imam zelo malo strank
Največ jih imam Slovenije, Nemčije, Avstrije, Italije in nekaj tudi z Hrvaške. In umetna inteligenca, smo rekli, je tudi moje področje, se pravi, že dolgo uporabljam te programe. Tako sem si potem za to poletje smo si naredili s pomočjo umetne inteligence tudi tole uro, se pravi karmična lekcija poletja, da najdemo res svoje manifestacijske sposobnosti, da najdemo sebe in za vsak cikel poletja, se pravi tudi te slikce govorijo o tem, da sledimo svojim ciklom. To je pač iz knjige 36 karmičnih ciklov. Zdajle pa bi vam rada, no, ko sem rekla, dobrodošli v moji dnevni sobi. Ja, to je moja druga dnevna soba, kjer imam samo moje izdelke in tukaj vidite ponudbo knjig. To si lahko naročite v moji spletni trgovini, spletni strani, se pravi omgarden-shop.com pa 3x2 in pridete tja pa tudi z omgarden.si in potem je spletna trgovina in prideš do tja, do tiste povezave. Tisti, ki bi radi res študirali akaške zapise in te misterije, bi se reklo, to raziskovali in mogoče bi bilo to vaš hobi za pomoč sebi, svojim družinskim članom, svojim prijateljem, znancem, partnerju, sodelavcem, komerkoli, ste dobrodošli na informativnih dnevih, ne zamudite, pošiljamo na e-mail, v e-mail novicah. Pač 3-letni študij, online ključ do duše, 3 leta bom s tabo, zato potrebuješ dobri 2-3 uri časa na teden. Če nimaš 2-3 uri časa na teden, da te video te pogledaš, da narediš nalogo, mi jo pošleš, predebatiramo, potem pač ta program ni zate tudi, če nisi pozitivna oseba. Ne rabim predhodnega znanja, rabim pa ljudi, ki so pripravljeni delati z glavo in srcem hkrati. To dvoje mora biti. Se pravi, treba je naštudirati snov, treba je se sfokusirati na učno gradivo, treba je razumeti, dojeti in pa treba je biti srcem pri stvari. Niso potrebna predhodna znanja, so večkrat ovira kot korist, ker ljudje so pol čist zmedeni, nekdo jih uči drugač, jaz jih drugač in pride do neke zmede. V glavnem, težavnostne stopnje in vrste karme, to je pomembno, pišem v knjigi Sporočilo Zorjana, to so kanalizirana sporočila za naslednjih 20 let, vključno z letom 25, ki je zelo takole pomembno, ker se v tem letu sprašujemo, pri čem ostati ali oditi stran. Recimo, zemeljska karma. Po pravilu je zemeljska karma najblažja oblika karme, ker temelji na karmičnih napakah, ki so nastale iz neznanja, lenobe, trdoglavosti, malenkosti, malomarnosti. Pomembno je, da osebe rojene v zemeljski karmi v sedanjosti to popravijo. Ja, to imam jaz in se trudim, da nisem lena, da nisem malomarna. Pomembno je tudi, da ne zamudijo pravih priložnosti. Se pravi, enkrat pride priložnost, pol gre. Pomembno je, da je oseba prizemljena in v pravem času na pravem mestu. Se pravi, moraš biti buden, da ne zaspiš. Pol je vodna karma, se pravi, ekvivalent so vodni planeti, ki vladajo vodnim znamenjem v astrologiji. To vrsto karme predstavljajo napake, ki so bile storjene iz strahu, v samoobrambi, v čustveni bolečini. Tem napakam je botroval zameglen um,
ki je zmanjšal možnost za to, da bi posameznik pri reševanju težav deloval logično in razumsko. Za te osebe je pomembno, da se potrudijo pri razdajanju ljubezni in pozornosti, paziti pa morajo tudi na to, da nikogar čustveno ne prizadenejo. In imamo ognjeno vrsto karme, to je tretja po vrsti od 4 najtežjih, se pravi kar težka. Osebe z ognjeno karmo so se nekoč soočale s strahom tako, da so nekoč, mislim, v davni dušni preteklosti, v prejšnjem življenju ali v mnogih prejšnjih, so se soočale s strahom tako, da so uporabile bes, s tem pa povzročale še večje uničenje. Se pravi, on ti je ukradel lopato, ti si pa njemu zakuril leseno hišo. Zatekalo so se k ideji maščevanju, zato se danes verjetno soočajo s krivicami. Pomembno je, da se izognejo prenagljenim reakcijam in nepremišljenim odločitvam, naučiti pa se morajo tudi odpuščanja in pomirjanja jeznih nasprotnikov. In zdaj le še 4., najtežji, zračna karma. Po pravilih je zračna karma najhujša oblika karme, ker so pri njej vse napake zavestno načrtovane in namenoma storjene. S takim obnašanjem je neka oseba spremenila usodo drugih, včasih je vplivala na cele množice in jih obsodila na najslabše. Za kazen se mora danes ta oseba kot zakleto, v navednicah, soočati s številnimi omejitvami, ki preprečujejo uspeh. Pomaga naj si z izkazovanjem dobre in humanitarne pomoči drugim, ko so ti v še slabšem položaju od nje. In tlele pod opombo, vašo osebno vrsto karme lahko čitam s storitvijo branje dušnega zapisa. To je moja temeljna storitev, se pravi, prva stvar, ki jo začnemo, je branje dušnega zapisa, traja 1 uro in naredimo samo enkrat v življenju. In energijska matrica leta 25, ključni pomen, introspekcija, iskanje globljih pomenov, vodstvo, miroljubnost, sočutje, senzibilnost, inovacije, pisanje, umetnost, kreiranje. To leto predstavlja predelovanje preteklosti in snovanje prihodnosti. Kot da bi dosegli vrh hriba, se bomo v letu 25 na vrhu umirili in razmislili o stvareh, morda celo proslavljali uspeh in načrtovali novo pot. In načrtujemo novo pot, seveda, če vas ta tematika zanima, septembra meseca se mi pridružite v online Ključ do duše. Preverite moje napovedi, pišem tudi letne v Ona Plus poletni izdaji. Tlele sem pisala poletje bo zelo turbulentno in seveda, tako kot vreme, tako bo tudi dogajanje v naši državi. Takole, še nekaj mojih umetnin so objavili, so poslikali fotografi, takole, da zdaj nimam tle dosti slikam, pišem pesmi, knjige, knjige vidite, slike mogoče malo manj, ki jih nimam zdaj tlele. In v tem članku opisujem, se pravi, zanimivo je tudi tole, kaj pomeni dan vašega rojstva, če ste rojeni v ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja. Ja, in tlele, recimo, prvi odstavek v rdeče, se pravi, tu je revija Ona Plus, prvi odstavek tlele v rdeče
se je glih tako zgodil, se pravi od 9. do 16. julija bo vreme zelo spremenljivo in nestanovitno. Na Primorskem bo pihala burja, se pravi čisto vse bo tlele. Problemi z avtoritetami bojo veliki, tudi policisti in drugi uniformirani poklici bojo imeli mnogo dela. Nikar se ne zapostavljajmo čustev, bodimo človekoljubni in sodelujoči. Odličen čas za odhod na dopust. Ja, problem pretep 70-letnega možakarja, policija ni posredovala, ali če je posredovala, nima moči, da bi obvladala romsko skupnost, in tle se zelo tako ganljiva zgodba je bila, no. Tako da uniformirani poklici, tudi tlele pišemo v nadaljevanju o starejših ljudeh, ne puščajmo jih samih, v določenem obdobju. In pač, kar me pretrese, ko vidim v poročilih, berem iz medijev, pač televizije ne gledam, ampak jo niti nimam, spremljam medije prek drugih kanalov, tako da to se je pač v nulo zgodilo in to bo imelo neko posledico, to ne bo ostalo tako, bi se reklo, kot še mnogo drugih. Ko govorimo na temo leta 2025, na to temo naj ostanem ali grem, recimo sem si spisala 33 vprašanj, ki so za to leto zelo taka, bi se rekli, pomembne odločitve. Pomembne odločitve. Recimo, mogoče se nekomu ne zdi pomembno, a bojo zaprli eno majhno Petrolovo bencinsko ali ne, a bojo zaprli eno majhno pošto ali ne. Ampak glih na tisti bencinski, ki je edino stičišče, recimo, bo Petrol zaprl manjše bencinske servise ali ne. In se je zgodilo, da ne, pa je bilo ves čas, a bo ali ne bo. Bo Slovenija prispevala teh 5% za NATO ali ne. Mislim, to je bilo toliko teh, govorim o kontemplaciji, ki se uresničuje v letu 2025, namreč v poletnem času smo na vrhuncu dogajanja, pa se bojo samo še določene stvari stopnjevale. Se pravi, ali bomo sploh ostali v NATO ali ne, ali bo na to temo referendum ali ne, bomo še darovali humanitarnim organizacijam, a to vemo, kam gre ta naš denar, če nekomu darujemo, komu zaupati, bomo volili leve ali desne stranke, ali lahko zaupamo nevladnim organizacijam. Je zeleni prehod res zeleni ali je, kot pravijo mnogi, kot lubenica, samo krog zelen, znotraj pa rdeč. Naj ostane moje podjetje ali pa to nekogaršno podjetje v Sloveniji ali naj se odseli v tujino. Bomo pokopali žrtve povojnih pobojev ali bojo ostali kar v vrečah, v plastičnih zabojnikih. Bomo praznovali dan spomina na žrtve povojnih pobojev ali ne. Je komunizem totalistični režim, katerega simbole smemo častiti ali ne. Bomo zaprli meje tujcem, migrantom, se pravi tem še tudi nelegalnim, ali jim nudili gostoljubje in vse ostale udobnosti. Bomo legalizirali marihuano ali ne. Evtanazija, ali pa, zdaj so najdli lepšo besedo, prostovoljno pokončanje življenja, kar pomeni isto. Je to moralno ali ne? Bomo čipirali mačke ali ne? Se pravi, bomo
mogli vsi čipirati naše mačke ali ne. Bomo plačali davek na vse nepremičnine, vključno z nadstreški in temi vrtnimi lopami. Kaj je resnica? Kaj je laž? Kaj je svoboda? In kaj je zatiranje, suženjstvo? Kaj je pozitivno? In kaj je negativno mišljenje? Bo dovoljena uporaba orožja v smislu silobrana, ali je to zgolj privilegij politikov in predstavnikov višjih slojev? Se bo naš zdravstveni sistem sesul vase ali ne? Smo podporniki Hamasa, Palestine ali Izraela? Smo podporniki ali navijači Ukrajine ali Rusije? Se v naši domovini počutimo varne ali ne? Ali so otroci tujcev v Sloveniji privilegirani v primerjavi z otroci slovensko narodnostjo? Bo slovenski jezik res lahko izključen, se pravi kot absolutni jezik iz mature v srednjih šolah? Je uvedba jezikov bivše Jugoslavije v slovensko šolstvo sprejemljiva ali ne? Bo to poletje vreme deževno, sončno, vetrovno ali vsega po malem, ker se tudi vreme spreneveda, ali bo tako ali drugačno, je, kot bi rekli, v dvomih. Vsaj o vremenu se letos ne kregamo, ker je to, bi rekla, za vse okuse. Tukaj si gre zapomniti, vsak naj zase pri sebi najde svoje pravilne odgovore. In če so ti vaši odgovori usklajeni z božansko modrostjo, potem bo žarek iz božanskega vira po svetu na vas in več ljudi, ko bo sijalo v žarku božanske ljubezni. Večja bo naša blaginja. Me priporočate vašim prijateljem, znancem, sodelavcem, partnerjem, otrokom. Kmalu spet z vami v naslednjem videu. Čau.